Podobe znanja. Z genskimi terapijami so se v zadnjem desetletju odprle možnosti za zdravljenje bolezni, ki so bile nekdaj tako rekoč stvar usode. A danes je vse več napak v genskem zapisu že mogoče popraviti, predvsem po zaslugi tako imenovanih genskih škarij, metode CRISPR-Cas, ki je povsem spremenila delo na vseh področjih letos življenju, tudi v medicini. Toda obenem ima ta z Nobelovo nagrado nagrajena metoda vendarle svoje omejitve, zaradi katerih pri celi vrsti genskih bolezni ne pride v poštev. Razvoju alternativnih metod spreminjanja genskega zapisa s pomočjo posebnih encimov, imenovanih rekombinaze, se posveča današnja gostja oddaje Podobe znanja, doktorica Tina Lebar z Kemijskega inštituta, ki je za svoje raziskave pridobila tudi sredstva Evropskega raziskovalnega sveta. Kaj obetajo te nove metode, bo v središču današnjega pogovora. Doktorica Tina Lebar, lepo pozdravljeni. Živja, hvala za povabilo. Če na začetku pogledava tako za boljšo predstavo pravzaprav na možnosti, ki jih danes ponujajo obstoječe genske terapije z vidika samih bolezni. Konec koncev se danes kar veliko govori tudi v javnosti o raznih primerih uspešnega genskega zdravljenja. Katere bolezni torej danes že lahko zdravimo s pomočjo metode CRISPR-Cas oziroma kakšnim napakam ali kakšnemu tipu napak v genskem zapisu smo torej z obstoječimi metodami danes že kos? Torej, danes smo s tehnologijo CRISPR najbolj uspešni pri boleznih, ki jih povzroča ena sama točno določena napaka v genskem zapisu. In pri teh boleznih je težava pogosto v tem, da je en sam gen ali pokvarjen ali pa recimo izklopljen. In kot ste omenjali že v uvodu, CRISPR recimo deluje kot neke molekularne škarje, ne? To pomeni, da genski zapis lahko prereže, to pa naredi na točno določenem mestu in tako omogoči, da celica potem napako popravi ali pa pokvarjeni gen izklopi. In med takšne bolezni spadajo na primer srpasta anemija, rdečih krvničk ali pa nekatere oblike dedne slepote in za zdravljenje teh bolezni s tehnologijo CRISPR danes na trgu že obstajajo odobrene terapije. Kaj pa so na drugi strani torej bolezni, kjer pa te obstoječe metode odpovedo in kaj je razlog za to? Torej, ker sistem CRISPR deluje kot neke škarje, je odličen za popravljanje posameznih črk genskega zapisa oziroma majhnih napak in ni pa najboljši pri lepljenju daljših stavkov oziroma ustavljanju celotnih genov. In veliko hujših genskih bolezni ni glih posledica neke majhne napake, ampak tega, da recimo gen manjka, ali pa da je močno poškodovan, ali pa da je potrebna zamenjava celo več tisoč črk tega genskega zapisa. In takšni primeri so na primer hemofilija, pa mišična distrofija, cistična fibroza in številne druge metabolne bolezni. Torej tukaj CRISPR naleti na neko temeljno omejitev. Odlično deluje kot škarje, manjka mu pa lepilo, torej ne zna zanesljivo in varno prilepiti novih informacij v genski zapis. Kot sem pravzaprav omenila že uvodoma, sami doktorica Tina Lebar vidite potencial, ki bi torej omogočil to, kar metoda CRISPR ne omogoča v tako imenovanih rekombinazah. Glede tega, da se v njih skriva resen terapevtski potencial, ste uspešno prepričali tudi Evropski raziskovalni svet in za projekt EDITIR pridobili sredstva za raziskovalce in raziskovalke na začetku znanstvene kariere. Pa če začneva pri osnovah. Kaj torej sploh so rekombinaze, kako dobro jih poznamo, kaj načeloma počnejo v telesu in zakaj bi torej lahko postale orodje za genski inženiring naslednje generacije? Ja, rekombinaze so v bistvu naravni encimi, ki jih najdemo skozi celotno drevo življenja. Prisotne so predvsem v mikrobih, nekatere pa tudi v človeških celicah. In v naravi opravljajo zelo različne naloge, od prilagajanja okolju do tudi uravnavanja nekaterih zelo kritičnih procesov, ki so pomembni pri delitvi celic. In vse te naloge upravljajo z enotnim oziroma enakim mehanizmom delovanja, ki ga poznamo relativno dobro, in sicer prepoznavajo točno določena mesta v genskem zapisu in potem med temi mesti premikajo izredno dolge stavke informacij.
In če CRISPR deluje kot škarje, rekombinaze delujejo kot škarje in lepilo hkrati. Torej, genski zapis natančno prerežejo in potem v to zarezo prilepijo oziroma vstavijo želeno informacijo. In to je točno tisti manjkajoči kos, ki ga potrebujemo za zmogljivejše genske terapije. Torej, lepljenje zdravih kopij okvarjenih genov na natančno določena mesta genskega zapisa. Ko to takole poveste, se zdi, da je vse delo že opravljeno, pa se mi zdi, da pač je to bolj tisti potencial, ki ga je treba še prenesti v realno prakso. Do tega še prideva doktorica Tina Lebar, ampak mimogrede zanimalo bi me tudi, glede na to, koliko je dejansko pravzaprav tako rekoč revolucionarnega prinesla metoda CRISPR-Cas vse vede v življenju, omogočila čisto nov način raziskovanja, delovanja mehanizmov v celicah, zdravljena, 1001 vidiki so tukaj zdaj v igri. Pa domnevam, da se s tem problemom, s katerim se tudi sami ukvarjate, s pomočjo rekombinaz, ukvarjajo mnogi znanstveniki po svetu in na različne načine. Tako da mogoče za en pregled, v kakšne smeri pravzaprav vse razmišlja znanstvena skupnost danes, kako vse bi se dalo nadgraditi CRISPR metodo oziroma najti kakšne še nove načine. Ja, to je super vprašanje. V bistvu je to res področje v zadnjih nekaj letih kar precej eksplodiralo in nekako te pristope za izboljšave lahko razdelimo neke 3 glavne smeri. Prva smer so izboljšave osnovnega sistema CRISPR, torej te osnovne tehnologije, in pri tem se poudarja večja natančnost tega sistema in manj stranskih učinkov. Sem recimo spada tudi združevanje CRISPR z nekimi drugimi encimi, ki mu poleg funkcije škarij dodajo neko novo funkcijo. In takšni so na primer tako imenovani base editors, ki zelo natančno popravljajo posamezne črke genskega zapisa, in te so bili pred kratkim tudi uspešno uporabljeni za zdravljenje neke metabolne bolezni pri novorojenem fantku v ZDA, in o tem je bilo tudi veliko slišati v medijih. Druga smer potem obsega poskuse združevanja CRISPR z mehanizmi, ki delujejo kot lepilo, in takšne tehnologije naj bi potem upravljale podobno funkcijo, kot jo rekombinaze upravljajo že v naravi. Te sistemi nekako v petrijevki lahko delujejo zelo dobro, ampak se zaradi njihove kompleksnosti pojavlja zraven še cela vrsta nekih drugih težav, ki jih bo seveda potrebno rešiti, preden bodo te tehnologije uporabne v terapevtske namene. Tretja smer pa je uporaba alternativnih sistemov, tako rekombinaz kot tudi drugih encimov, ki že v naravi upravljajo funkcijo rezanja in lepljenja genskega zapisa. In velik izziv pri takšnih sistemih je običajno, da jih v primerjavi s CRISPR ful težje usmerjamo na točno določena mesta. In to je tudi eden izmed glavnih problemov, ki se ga trudi rešiti naša raziskovalna skupina v primeru rekombinaz. Pa se jim malo podrobneje posvetiva. Kakšne naloge so pravzaprav zdaj pred vami, doktorica Tina Lebar? Kaj vse bo potrebno raziskati in ugotoviti, da bodo lahko postale natančno molekularno orodje? Kje pravzaprav ste začeli? Ja, te naravne rekombinaze si lahko predstavljamo kot nek ključ, ki odpira samo eno ključavnico oziroma prepozna samo eno zaporedje črk v genskem zapisu. In mi bi ta ključ radi preoblikovali tako, da bo natančno prepoznal kjerokoli drugo ključavnico oziroma zaporedje črk. Ne vemo pa čisto točno, kako ta ključ deluje. In to je tudi glavna slabost rekombinaz v primerjavi s sistemom CRISPR, katerega je v bistvu zelo enostavno ciljati na neko želeno zaporedje teh črk v genskem zapisu. In to pomeni, da moramo v bistvu najprej boljše razumeti, kako rekombinaze prepoznavajo svoja tarčna zaporedja in se naučiti, kako jih potem preusmeriti na drugačna zaporedja. Potem moramo tudi zagotoviti, da bodo na teh natančno izbranih mestih varno in učinkovito opravljale svojo nalogo in sicer prileple noter zdravo kopijo okvarjenega gena. Glede na to, da obstaja zelo veliko različnih rekombinaz, imate kakšne posebne, specifične v mislih kot tiste, ki so vaše idealno orodje za delo? Ja, v bistvu se osredotočamo na bakterijske rekombinaze, za katere do danes še niso pokazali, da delujejo v sesalskih celicah, ampak to je recimo eden od naših glavnih preliminarnih rezultatov, da vemo, da delujejo v sesalskih celicah, torej v človeških celicah,
In vemo, da jih je zelo veliko v naravi in v bistvu nekako izkoriščamo to naravno raznolikost, da bi poskusili ugotoviti, kako prepoznavajo svoja prepoznavna mesta. Če se ne motim, so prav te bakterijske rekombinaze pač zelo pomembne ravno pri tej zmožnosti, ki jih opažamo pri bakterijah, ko se zelo hitro lahko prilagodijo tudi na recimo antibiotike, skratka zelo hitro si lahko tudi izmenjujejo informacije med sabo s sorodnimi organizmi in to pravzaprav povzroča tudi lahko določene težave, je pa seveda zanje to fina evolucijska prilagodljivost, hitro se odzivajo na izzive, ki jih imajo ti organizmi, ne. Se pravi, ko govorimo o rekombinazah, govorimo pravzaprav o načinu, kako so pravzaprav bakterije tega sploh sposobne ali kako? V bistvu, kot sem že omenila pač prej, rekombinaze v naravi opravljajo lahko zelo različne funkcije, to je ena od pač teh nalog. Ta konkretna skupina, s katero delamo mi, opravlja neko drugačno funkcijo, ampak to je njihova funkcija v naravi. Mi jih hočemo preoblikovati za drugačno funkcijo v človeških celicah. Kako torej pravzaprav te vaše rekombinaze pripravite, s kakšnimi mehanizmi jih želite pripraviti, da pravzaprav natančno locirate tisto želeno mesto v genskem zapisu, na katerega bi želeli vstaviti zdravi gen, ne? Ker konec koncev ravno to, kako natančno je to, ta navigacijski sistem, če tako rečem, bo verjetno imelo ključno vlogo pri tem, kako uspešni boste, ne? Rekombinaze v bistvu že v naravi zelo natančno prepoznavajo svoja tarčna mesta. Če pa se jih naučimo ciljati na nova mesta, bojo tudi tam delovale z izjemno natančnostjo. Mi znamo recimo z visoko zmogljivimi eksperimentalnimi metodami določati, katera zaporedja črk te naše načrtovane rekombinaze prepoznavajo. Te rezultate pa lahko nato uporabimo za računalniško iskanje tarč, ker v bistvu zaporedje človeškega genskega zapisa poznamo. In ker so naše metode zelo zanesljive, lahko potem na ta način predvidimo tudi neke potencialne neželene tarče, ki bi lahko povzročile stranske učinke. Se pravi, v osnovi lahko naročite rekombinazi, poišči zaporedje to in to. Tako je, v bistvu hočemo narediti nekako recombinase GPS. Super. In kako velike pa so torej težave, če se gen ne vnese na pravo mesto? To verjetno srečujemo tudi danes pri današnjih genskih terapijah. Ja, to je odlično vprašanje. Vstavitev na napačno mesto je v bistvu ena izmed največjih nevarnosti genskih terapij in to lahko povzroči okvaro celice ali pa njeno nenadzorovano rast, kar lahko pripelje do rakavih sprememb. In zato je ključno, da v bistvu zagotovimo to varnost in mislim, da je to vedno treba posebej poudariti. Del raziskav v naši raziskovalni skupini v bistvu usmerjamo prav v iskanje takšnih primernih mest v človeškem genskem zapisu in predvidevamo, da bomo ta mesta našli nekje v regijah, ki so oddaljene od genov in od različnih nadzornih elementov. Pri tem uporabljamo tako računalniške metode kot eksperimentalne metode, nameravamo pa v bistvu natančno preveriti, kako vstavitev novih genov v ta mesta vpliva na normalno delovanje celice. In če bomo lahko zagotovili, da pri tem ne pride do neželenih sprememb, bomo na te lokacije potem usmerili naše načrtovane rekombinaze. Kakšni so trenutno že uspehi na tem področju? Kako daleč ste? Bolj na začetku, ampak v bistvu je to kar široko področje, na katerem že po moje okrog 20 let se kar intenzivno dela. Torej, med izpostavljenimi prednostmi tega novega pristopa je tudi to, da naj bi bila terapija precej trajnejša, ne? Zakaj pravzaprav učinki genskih terapij danes lahko izzvenijo in kaj bo novim metodam torej zagotavljalo večjo trajnost? Bodo torej ti geni bolje prilepljeni v zapis ali kako? Ja, zdaj mogoče, če za moment pozabimo na CRISPR pa rekombinaze pa sorodne sisteme, s katerimi lahko direktno spreminjamo genski zapis. V bistvu nekatere starejše metode genskih terapij, ki so že mičkam bolj upeljane,
Uporabljajo pristope, ki genskega zapisa ne spremenijo, ampak celici samo začasno dodajo neko zdravo kopijo gena. To so recimo pristopi, ki vključujejo dostavo enega samega zdravega gena z nekim virusom, recimo. In potem se ta kopija lahko sčasoma izgubi ali pa razgradi ali pa jo celica utiša. In v bistvu vse tehnologije, tako CRISPR kot rekombinaze, ki omogočajo vstavitev te zdrave kopije v genski zapis, pa potem zagotovijo, da ta kopija postane del celice. In to pomeni, da se ta kopija potem prenese na vse hčerinske celice in tam ostane celo življenje. In zato v bistvu govorimo o možnosti nekega enkratnega in trajnega zdravljenja. Se pravi, potem bo enkrat pravzaprav vnešena zdrava kopija in bojo se geni pravilno delili naprej. Tako je, ja. Pred slabim letom ste se vrnili z Univerze Harvard. Katerim vidikom raziskav ste se pravzaprav posvečali v svojem času tam in koliko novega znanja pravzaprav ste lahko pridobili na instituciji, kakršna je torej Harvard? Če se ne motim, ste pravzaprav tudi kar temeljito spremenili svoje osnovno področje raziskav. To verjetno tudi terja kar veliko novega učenja in tudi učenja novih morda veščin, kako se lotiti torej novega tipa raziskav na drugačnih mestih. Ja, tako je. Tam sem v bistvu preživela nekih dobrih 5 let podoktorskega izobraževanja. Predtem pa, kot ste omenila, sem se ukvarjala s precej drugačnimi tematikami in s tem odhodom v tujino sem v bistvu predvsem se želela preizkusiti v nekem novem okolju in na novih področjih. In s tem sem nekako hotela pridobiti predvsem več znanstvene širine, pa tudi samostojnosti, ki je potrebna za vodenje takšnih večjih projektov. Sodelovala sem pri več različnih raziskavah, eden od mojih glavnih projektov pa se je ukvarjal prav z rekombinazami in na tem temelji tudi IRC projekt, o katerem govoriva danes. In sama izkušnja, mislim, da me je naučila ogromno, ne samo strokovno, tudi o sami sebi, oziroma že sama selitev v neko državo, kjer pravzaprav ne poznaš nobenega, nekako izsili z tebe toliko prilagodljivosti in potrpežljivosti, kot si nikoli prej nisem mislila, da sem sploh sposobna. In spoznala sem recimo tudi drugačne načine dela in razmišljanja, kot sem jih bila navajena iz Slovenije, zato ker naša skupina je bila res ogromna in izrazito mednarodna. In v bistvu vsak potem doprinesel nekaj unikatnega in dobri praksi in v bistvu delovnem okolju, ne. Naučila sem se pa seveda tudi zelo zanimivih novih metodoloških pristopov, ki jih nameravam pripeljati v prakso tudi tukaj. In drugače, če malo primerjamo, delo pač v ZDA z raziskavami tukaj, mislim, da drugače znanost sama ni čisto nič drugačna. So neke manjše razlike, naprimer tam potekajo stvari dosti hitreje, ker naprimer večine reagentov in opreme običajno ni treba spraviti čez neke dolge verige distributerjev. Po mojih izkušnjah pa je tam recimo tudi veliko več interdisciplinarnega sodelovanja, neke odprte diskusije. Je pa res, da Slovenija je v primerjavi z ZDA zelo majhna in mislim, da se vsem tukaj tudi dobro povezujemo in izkoriščamo naš raziskovalni prostor. Se pravi, takoj, ko ima človek veliko strokovnjakov z različnih okolij, z različnimi izkušnjami, ki raziskujejo pa vendar podobne stvari ali sorodne, to se nemudoma pozna še zlasti, če jih takole lahko srečuje na dnevni bazi, ob kavi, ob pogovoru, kar seveda počnemo tudi tukaj, samo je razlika verjetno, ali imaš 10 sogovornikov ali 100. Ja, malo manj nas je tukaj, no. Sicer pa še kaj spremljate dogajanje na Univerzi Harvard, v zadnjem letu so tudi tam kar precejšnji pretresi. Bi se danes znova odločili za 5-letno bivanje tam? Ja, mislim, če bi se mogla danes odločiti, po mojem, da bi raje šla kam drugam, glede na situacijo. Ampak drugače, kot sem rekla, je bila to zame izredno dobra izkušnja. Če bi bila mogoče majčkeno drugačna politična situacija, pa ne bi bilo takšne krize, bi se definitivno še enkrat odločila za to izkušnjo. Zelo nenavadno je, kako hitro se lahko kakšne stvari spremenijo, Harvard je bila zelo dolgo zaželena lokacija za
res številne, danes pa se stvari hitro spreminjajo, čeprav verjetno še vedno so določeni pogoji dobri, ampak no. Ja, praktično čez noč, ja, mislim, pogoji so seveda še vedno dobri, ampak ne toliko za tujce, ne. Mislim, da najbrž bolj za Američane, ki nimajo potem problemov z raznimi vizami in podobno, ne. No, vsekakor tukaj imate zdaj, bi lahko rekli, zelo dobre pogoje. ERC projekti omogočajo res odlično finančno zaslombo in dolgoročno načrtovanje raziskav, pa vendarle domnevam, da pač tako zahtevni projekti so vseeno zahtevni. In me bi zanimalo malo podrobno, ne, kako pravzaprav izgleda raziskava. Kakšne so razlike in kje so mogoče zahtevni vidiki, da človek zastavi pravzaprav nek projekt, ki je tudi toliko obsežnejši in torej zahtevnejši? Ja, ne vem, jaz bi v bistvu rekla, da je to eden od največjih oziroma najbolj zahtevnih podvigov v moji karieri do zdaj. Zdaj v bistvu pač to je drugače, kot da se ti pridružiš nekemu projektu, ki se že izvaja, ne. To v bistvu je nekako, kot da začenjaš vse iz nule. In najprej je bilo recimo potrebno najti ljudi za delo na projektu in trenutno smo zaenkrat zaposlili 2 doktorska študenta. Čez čas bomo tudi iskali še 2 podoktorska raziskovalca. Potem je bilo recimo potrebno urediti laboratorijske prostore, kar vključuje vso opremo in reagente, ki so potrebni za tekoče delo, ne samo za mene, ampak tudi za vse ljudi, ki delajo na tem projektu, in tega seveda potem ni malo. In zraven potem pride seveda še veliko drugih organizacijskih in nekih birokratskih pritiklin in se še zmeraj vsak dan naučim v bistvu nekaj novega, ki prej nisem vedela. Seveda pa sem pri tem zelo hvaležna za vso podporo Kemijskega inštituta, ker en sam človek česa takega ne zmore. Tako recimo tudi našim skupnim službam in tudi vsem zaposlenim na odseku za sintezno biologijo in imunologijo, kjer naša skupina trenutno gostuje. Kako daleč pa ste pravzaprav zdaj s projektom? Verjetno po kakem letu je človek morda ravno dobro začel z delom. Ja, v bistvu začeli smo aprila 2025, tako da še niti ni leto mimo. Drugače pa od same prijave projekta preteklo že kar nekaj časa in v bistvu smo takrat dosegali že nekaj teh pomembnih mejnikov. Nekaj še med mojim časom v ZDA, nekaj malega pa tudi od začetka izvajanja projekta v Sloveniji. Pokazali smo recimo, da te rekombinaze, s katerimi delamo, lahko delno spremenimo za celjenje novih zaporedij, da lahko z njimi ciljamo izbrana mesta v človeškem genomu, ki pa sicer še niso naše končne lokacije. In upamo, da bomo nekako v okviru projekta uspeli pripraviti veliko število novih encimov in nekako dešifrirali ta pravila, ki jih rekombinaze uporabljajo za natančno prepoznavanje zaporedij. Mogoče bi še enkrat poudarila, da genske terapije so namenjene zdravljenju bolezni z zelo slabo prognozo, ker bi bolnikom lahko rešilo življenje ali pa vsaj močno izboljšalo njegovo kvaliteto in da je varnost pri temu izjemnega pomena in preden bodo v bistvu te tehnologije, ki jih razvijamo, pripravljene za neko terapevtsko uporabo, bo potrebnega še velikega dela in regulacije in sodelovanj s strokovnjaki iz drugih področij. Se pravi kaj? Časovnica je 5 let, 10 let, kolikor so te napovedi sploh mogoče, ne? Ja, financiranja imamo za 5 let, ampak ne pričakujemo, da bo v naslednjih 5 letih to že pripravljeno za terapevtsko uporabo. V naslednjih 5 letih bomo nekako potrdili oziroma ovrgli hipotezo, da so te encimi primerni za takšna zdravljenja in potem v bistvu se od tam naprej še rabi kar nekaj let, da pride to v neko res terapevtsko uporabo. Ste pa torej, doktorica Tina Lebar, zdaj ugotovili, da so rekombinaze vaša raziskovalna središčna točka? Pa ne bi rekla glih središčna točka, začetna točka, mogoče. Ja, vsekakor vam želim veliko uspeha pri vseh teh raziskavah, čim boljše rezultate, pa najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Tina Lebar. Ja, hvala vam še enkrat za povabilo.
Podobe znanja. Z doktorico Tino Lebar z Kemijskega inštituta sem se o njenem ERC projektu Editir pogovarjala Nina Slaček.